Kakšen je vpliv sežigalnic na zdravje slovenskega prebivalstva, pa tudi na stanje v okolju? Smo ogroženi? Ja, točnih podatkov o tem nimamo, vendar se moramo zavedati, da pri sežiganju in sosežiganju odpadkov, nevarnih in nenevarnih odpadkov, kot so plastika in guma, se sproščajo v zračje strupene snovi, kot so trdi delci PM10, ultrafini delci, potem dioksini, furani, policiklični aromatski ogljikovodiki, benzen in številne toksične kovine. Znano je, da so to izpusti teh sežigalnic in sosežigalnic vsebujejo potrjeno rakotvorne snovi, ki pri lokalnih prebivalcih, ki živijo okoli teh sežigalnic, lahko povzroča različne rakave bolezni, kot so rak bezgavk, rak mehkih tkiv, rak črevesja in tudi pljučne rake. Poleg tega je znano, da te strupene snovi povzročajo tudi razne bolezni srca in ožilja, živčevja, potem pljuč in tudi motijo razvoj plodov. Kakšni bi torej dejansko morali biti ukrepi, če bi želeli zaščititi zdravje okoliškega prebivalstva, se pravi ljudi, ki živijo v bližini Salonita Anhovo? Ja, očitno je, da že same mejne vrednosti izpustov sežigalnic ne zavarujejo, ne omogočajo zdravega okolja ljudem. Zato je nedopustno, da imajo sosežigalnice dovoljene še višje mejne vrednosti izpustov teh nevarnih snovi v okolje. Na primer, 2-krat večje mejne vrednosti za trde delce, na katerih so vezane težke kovine, kot so živo srebro, svinec, kadmij, arzen, potem 5-krat večje vrednosti za celokupni ogljik, ki vključuje tudi benzen, potem policiklične aromatske ogljikovodike, dioksine in furane, ki so dokazano rakotvorne snovi, in pa 2,5-krat večje mejne vrednosti za dušikove okside, ki povzročajo vnetje dihalnih poti in poslabšajo bolezni pljuč.